Hvala lepa in hvala tudi v mojem imenu oziroma našem imenu za tak lep sprejem tukaj na vaši osnovni šoli Črna na Koroškem. Poseben pozdrav in zahvala, kot rečeno, tudi že župani Romani Lesjak in pa ravnatelju Mitji Pranjiču. Poseben pozdrav seveda tudi Klari Vrabič, ki, kot smo slišali, bo letos med 28. avgustom in 8. septembrom zastopala Slovenijo kot članica reprezentance v odbojki sede. Odbojkarice že četrtič na Paralimpijskih igrah. Klara, ti prvič, ampak glede na to, da sva danes na šoli, začniva kar s tem, koliko ste vi radi v šolo hodili, zakaj ja, ne? Dobra družba, kakšna vragolija, ki se je spomnite iz teh časov? Najljubši predmet mi je bil matematika vsa leta. Kar pa se tiče vragolij, pa smo bili kar pester razred, no. Tako da jaz iskreno ne bi kakšne delila, da se ne bi ponovila. Je bilo pa res kar pestro, no. No, danes so tukaj v bistvu na zadnji šolski dan, šolsko leto se zaključuje, kljub vsemu pa vi nekoč v prihodnosti, sem prebrala, si tudi želite postati učiteljica, vzgojiteljica mogoče, tako da predvidevam, da izobrazba se vam zdi pomembna v življenju. Ja, vsekakor, no, kljub vsem drugim aktivnostim, športnim, drugim hobijem, se mi zdi, da je to kar ključnega pomena, no. Da imaš neko izobrazbo, ne glede na vse športne dosežke, karkoli, no. Ker smo pa tudi že v zadnji fazi zagotovo priprav na Paralimpijske igre, kako sedaj trenirate, kako te priprave potekajo, medtem ko so igre oddaljene samo še dober mesec? Zdaj imamo treninge 3-krat na teden, je pa vedno bližje, kot je Pariz, no, vedno več bo treningov, več bo tekem, tako da intenzivnost se stopnjuje, no, glede na to, koliko se Pariz približuje. Kako pa so ti treningi videti, koliko recimo ur na dan, kaj vse trener Simon Božič zahteva od vas v tem času? Treningi so kar dobre 2 uri, no, z vso pripravo, segrevanjem. Trener ve, koliko smo sposobne, koliko lahko delamo in na podlagi tega res želi 100% prisotnost, zbranost in da vsaka da od sebe na treningu maksimum. Kako pa vi osebno potem to usklajujete s šolanjem, ostalimi življenjskimi dogodki, obveznostmi? Vse se da, no, če si dan splaniraš, je sicer malo bolj natemperano, ampak če se hoče, se vse da, no, za vse se najde cajt. Pa glede na to, da bo to za vas prvič, ste se že začela zavedati, da boste nastopila na Paralimpijskih igrah? Ja, zdaj so se počasi kocke sestavile skupno, je pa trajalo to nekaj časa, da smo vse dojele, kaj smo dejansko naredile, no, ampak zdaj je to že neka cela slika in vemo, da nas čaka en res lep turnir, spektakel in ko mi čakamo. Ja, ker že sama uvrstitev na igre ni tako enostavna, kljub temu, da bo naša odbojkarska reprezentanca tam nastopila že četrtič, pa ste imele kar dolgo pot do te kvalifikacije, končno na kvalifikacijskem turnirju na Kitajskem pred kratkim. Kako dolga, zahtevna je bila ta pot, že recimo na Evropskem prvenstvu ste bile zelo blizu, pa še parkrat, koliko je to tudi psihološko mogoče zahtevno?
Mi smo se od samega začetka zavedali, no, da imamo dobro ekipo, da smo sposobni, da če nam letos ne uspe, res je mala možnost, da še nam uspe, ker smo res odlična ekipa. Je bilo pa res z psihološkega vidika malo težje, no, glede na to, da so bili 2-3 turnirji, kjer smo bile za las prekratke. In nam je pol še res ostala samo ta zadnja možnost, kjer pa nam ni smelo spodleteti. No. Mogli smo biti iz tekme v tekmo bolj zbrane, 100% pristopiti in iz tega vidika je bilo težje, ampak mislim, da smo vedeli, po kaj smo šle in je bilo to bolj to naše vodilo. Ja, na ta turnir ste šle tudi kot prvo uvrščena ekipa oziroma prve favoritinje, tudi mogoče zaradi rahlih neuspehov na prejšnjih možnostih za kvalifikacijo, ampak kako je pa videti bil zdaj ta kvalifikacijski turnir, kako so potekala tekmovanja, kako ste se spopadali s tem pritiskom, da to pa je zadnja možnost in da ste vedeli, da jo morate izkoristiti? Kot favorizirana ekipa smo rešili, ampak mislim, da nobena ni imela tega v glavi. Tudi trener je iz dneva v dan poudarjal, da moramo odmisliti vse te dejavnike, da smo najvišja neuvrščena ekipa na lestvici, da so ekipe zelo enakovredne, da res ena sama mala nezbranost, napaka lahko nas odvrne od cilja, ki si ga res vse želimo. Mislim, da je tudi trener kar odigral veliko vlogo, no, da nas je psihološko tudi toliko pripravil na to, da smo šle iz tekme v tekmo, od točke do točke in res nismo se obremenjevali s tem, da smo favoritinji, ampak sami vedeli smo, da je treba pač vse zmagati in igrati tako znamo. Vas je pa menda med tem tekmovanjem spremljala tudi ena posebna pesem ves čas. Katera je to bila? Zakaj ste imeli tudi navijače mogoče sabo? Odkar sem jaz, no, vedno na vsakem turnirju je ena izbrana pesem, ki jo pol na koncu označimo za pesem turnirja. To smo odkrili, mislim, da nekje proti koncu turnirja. Čisto naključno so jo, mislim, da Paravoli, World Paravoli, Made in Slovenija, mislim, da je to po Ptujskih 5. Taka zanimiva se nam je zdela in pol je to ostala naša pesem turnirja, no. Kar se pa navijačev tiče, je bilo to malo preveč oddaljeno, no, da bi naši hodili tja. Smo pa imeli za sabo kar veliko reprezentanc tam. Mislim, da smo, ko smo igrali v finalu, 90% ostalih ekip je navijalo za nas. No, zagotovo v Parizu bo lažje priti tudi našim navijačem, vas spodbujati. Ste to uvrstitev na same igre mogoče kako proslavile že vmes? Ja, po zaključku te tekme smo se pol zbrali malo v sobi, malo podružile, poveselili, ampak najlepše je bilo pa doma, no, sprejem v Šempetru. Tako da mislim, da smo s tistim sprejemom zaključili to slavje na najlepši možen način. Zdaj, ko ves čas govoriva o odbojki sede, kako ste sama sploh pristala v tem športu? Je on našel vas, ste vi njega? Odbojko sem našla sama, parašport pa je našel mene, no. Trener me je pač po poškodbi, ki sem jo imela, mislim, ena druga Korošica je bila še del ekipe, mu je zato povedala. In pol me je pač Simon poklical, če se mi dopade to, če je okej, če se mi zdi, da bi lahko bila del te ekipe, če pridem na trening. In tako se je vse to začelo, no. In ste se takoj navdušili nad parašportom ali ste potrebovali malce vzpodbude oziroma je bila mogoče težka prilagoditev mentalno ali pa fizično iz, v narekovajih seveda, navadne odbojke na odbojko sede? Iskreno, če ne bi bilo staršev, jaz ne vem, če bi bila del tega športa. Ker ko sem jaz ta klic opravila, sem to povedala doma in sem rekla, jaz na to ne grem, to ni za mene.
Sta pa oba dva doma vedela, koliko mi dejansko odbojka pomeni, koliko velik del življenja to predstavlja. Pa sta pač rekla, le probi, še vedno lahko rečeš ne. Pa sem šla in je bilo res, mislim, se je bil tisti prvi šok, ker nisem bila navajena ničesar. Ampak ko sem se usedla na tla, ko smo začeli igrati, pa je bilo pa to čisto nekaj drugega in se mi zdi, da sem se kar hitro ujela. In koliko časa ste zdaj že članica reprezentance? Od leta 2019, 5 let. Ravno za eno dobro olimpijado. No, za pošportno malce time-outa bi pa zdaj k besedi kar povabila gospo Romano Lesjak, domačo županjo, za en nagovor vam in pa seveda tudi Klari. Spoštovani vsi, ki ste danes prišli sem, zato, da jo predstavite tudi širše, iskrena hvala. Seveda, Klaro poznam že dolgo, skozi celo njeno življenje. Sem jo tudi spremljala takrat, ko je bila pravzaprav v težki življenjski situaciji, ki pa jo je svojo trmo, pa ne nazadnje tudi z optimizmom premagala, teda smo vsi hvaležni za to. Veseli tudi, da se je priključila reprezentanci, da je tako uspešna, zelo smo ponosni na njo. Ne nazadnje se je priključila tudi našim 7 olimpijcem, ki so sicer zimskega športa, ona je pa prva letna olimpijka. Res izredno ponosna sem Črjani na to. Tako da želimo veliko uspeha njej in celotni ekipi v Parizu. Verjamem, da bodo dali vse od sebe, tako kot so dali tudi na Kitajskem. Vsi smo navijali za njo, za reprezentanco, predvsem seveda Črjani za Klaro in verjamem, da bodo z voljo, ki jo imajo, z tem, da vedo, da lahko premagajo, če so prej premagala vse svoje težave, da lahko dosežejo izredno velik uspeh in še enkrat predvsem iz čestitke, da ste se tja uvrstile z željo, da tam dosežete velik uspeh. Iskreno čestitam tudi vsem ostalim, ki so v tej ekipi, pa predvsem vsem paraolimpijcem, ki dokazujejo, da se z voljo da premagati vse in da je v volji tista moč, ki nas žene naprej. Klara, vse dobro tudi vsem vam. Hvala, da ste danes tukaj z nami in veliko uspeha želim vam, predsednik paraolimpijcev, vam, voditeljica, ki ste tudi šli skozi, ne vem, skozi najboljši pot, ki se je niste mogoče želeli, ampak ste pa premagali in zmogli, ker res je, kjer je volja, tam je tudi pot.